Novo poročilo Financial Timesa opozarja na povečano trenje med Saudsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati. Saj podjetja poročajo, da so prenosi iz saudskih bank na račune v ZAE blokirani ali zamujajo. Če je to res, poročilo vzbuja strahove, da vse večji politični razkol med zalivskima sosedama zdaj vpliva tudi na trgovino. Za več podrobnosti se mi v studiu pridružuje naša dopisnica i24 News English Robert Swift. Robert, kaj vemo o tem poročilu? Kaj naj bi po poročanju povedala podjetja iz Emiratov? Torej se zdi, da je bilo zaradi tega v Združenih arabskih emiratih prizadetih več posameznikov in podjetij. Financial Times poroča, da se je to začelo dogajati približno sredi maja, ko so denarni prenosi, vključno z nekaterimi rednimi prenosi, bodisi bili zavrnjeni ali zamujeni. Na to pa je bil denar vrnjen. In trenutno ni uradne razlage. Prvič, Saudska centralna banka je dejala, da v bistvu ni posebnih zamud za nobeno državo. Vendar je Financial Times poročal, da so bili nekateri zaposleni v bankah nekoliko izmuzljivi, ko so jih neposredno vprašali o tem. Torej, Robert, ne glede na to, ali je to potrjeno ali ne, lahko zagotovo pogledamo širši razkol med Saudsko Arabijo in ZAE. Kako bi to lahko vplivalo na to, ko govorimo o teh regionalnih dinamikah? Torej, odnos med tema dvema državama, Združenimi arabskimi emirati in Saudsko Arabijo, je pravzaprav zelo zanimiv in je v zadnjih 12 mesecih doživel nekaj sprememb. V bistvu sta bili te dve državi dolg časa zaveznici. Toda ta odnos je bil nekoliko na preizkušnji, saj so Združeni arabski emirati zavzeli zunanje politično stališče, ki se nekoliko razlikuje od Saudske Arabije. Najbolj opazen način, kako je to resnično prišlo v ospredje, je bil decembra, ko so Združeni arabski emirati podpirali separatistično gibanje v Jemnu. Ta separatistična skupina je zavzela velike dele ozemlja, vključno z nekaterimi območji blizu saudske meje, kar v Rijadu ni bilo sprejeto pozitivno. In v bistvu so Združenim arabskim emiratom povedali, naj umaknejo svojo operacijo iz Jemna. Savdici so celo izvedli zračne napade na sredstva, ki so pripadala njihovemu nekdanjemu zavezniku. To vam daje predstavo o tem, kako velik razkol je bil to. In strah je, da geopolitični odnosi začenjajo vplivati na poslovne odnose. Seveda se vse to dogaja poleg trenutnih dogodkov, ki potekajo na Bližnjem vzhodu in posebej v zalivu. Zato se je zdelo, da je prišlo do rahlega zatišja v napetostih med državama, saj sta svojo pozornost bolj usmerili na Iran. Združeni arabski emirati in Saudska Arabija so bili v svojem odzivu na iranske napade bolj odločni kot mnoge druge manjše in šibkejše zalivske države. In to je nekako prikrilo to rivalstvo med njima. Zdi se, da se lahko zdaj to rivalstvo znova popolnoma razplamti, potem ko je o tem poročal Financial Times. To bi zagotovo lahko bil pokazatelj tega, kar vidimo v državah zaliva. Robert Swift, hvala za razlago.